Lepo pozdravljeni v imenu Kariernega centra Univerze v Novi Gorici. Danes bomo malo poklepetali o pomembnosti praktičnih izkušenj v času študija in v ta namen je z nami diplomant Fakultete za naravoslovje Matej Stanič. Matej, lepo pozdravljen. Zdrav. Lep pozdrav tudi z moje strani. Matej, lansko poletje si zaključil prvostopenjski študij na Fakulteti za naravoslovje, študijski program fizika in astrofizika. Trenutno študiraš sicer na drugi fakulteti, vendar te študij fizike še vedno mika. Tako, ja. Občutek imam, da se na študij fizike ne vpišeš kar tako. Ta študij te mora res veseliti in zanimati, da se odločiš študirati. Povej nam, kaj je tebe navdušilo nad študijem fizike in astrofizike. Si že kot otrok vedel, da boš izbral to študijsko smer? Ja, v bistvu pri meni je bilo tako. Jaz kot otrok sem bil vedno radoveden človek. Zanimalo me je tako naravoslovje, tehnika. In sem imel zmeri neko željo, da bi delal v tem področju. Ja? Najprej sem sicer imel ogromno želj, inženir elektrotehnike, potem pilot potniškega letala, farmacevt, zdravnik in tako naprej. Ampak potem sem rekel tako, ker še nisem bil odločen, sem vedel, fizika je neko v bistvu splošno področje. Ja? Fiziki so zaposleni in v medicini, tudi za pilota je potrebno v bistvu znanje fizike, fluidodinamike in sil in tega naprej. Fizika je tudi elektrotehnika, fizika je v bistvu vesolje, astronomija, v bistvu fizika je vse povsod. In zato v bistvu sem se odločil takrat potem nadaljevati moj študij na študiju fizike, zaradi tega, da bi v bistvu dobil eno tako bolj široko, splošno področje v naravoslovju in da vse te v bistvu znanosti nekako povežem skupaj. Potem v bistvu po študiju fizike pa sem itak vedel, da v bistvu je to tako področje, kjer se ti odpre v bistvu vse poti naprej, za naravoslovne študije naprej. Zelo pametno izbrana odločitev o študiji, no? Tako, ja. V čem je bil študij na Fakulteti za naravoslovje poseben, drugačen? Kaj ti je bilo tebi pri tem študiju všeč? V bistvu meni je bilo všeč to, da smo bili v bistvu v manjših skupinah, no? Ker v bistvu so se nam lahko profesorji dosti bolj posvetili. To je bila v bistvu prva stvar, ker če recimo je ena skupina, 12-15 študentov namesto 150, se vsi v bistvu med sabo poznajo. Predavanja so v bistvu dosti bolj, kako bi rekel, podrobna v bistvu, zaradi tega, ker se ti recimo, če nekdo nečesa ni razumel, si enostavno preprosto med predavanjem dvignil roko v bistvu in ti je bila razlaga v bistvu podana. Potem tudi med seboj, med sošolci smo bili vsi zelo povezani, smo si dosti pomagali, če je kdo imel slučajno kakšne težave, so si rešili in tako naprej. Druga stvar, kar pa bi rad poudaril še to, je, da je v bistvu recimo ta blokovski način predavanja. Ker mi v bistvu nismo imeli predavanja tako, da se v bistvu en semester so se izvajali vsi predmeti, recimo od oktobra do januarja, ampak smo imeli skupek recimo 3 predmetov. Ponavadi je bilo tako, da sta bila v bistvu 2 bolj splošna predmeta in en bolj praktičen, To se pravi, recimo, da se je 2-3 predmeti izvajali v roku 3 mesecev, tedensko redno, in vmes smo imeli v bistvu kolokvija, tako da se v bistvu ocenjevalo v bistvu sprotno delo. Da smo recimo obdelali 3 tedne snovi, in potem je bil majhen kolokvij. Tako da v bistvu se je z rednim in natančnim delom v bistvu lahko prišlo skozi zelo dobro, Ne da recimo, da je ostalo potem za na konec leta oziroma semestra v bistvu še en kup snovi za se naučiti za tisti 6 mesecev in smo v bistvu mi odšli še naprej potem na ustni izpit, In kar bi še to poudaril, je bilo tudi to, da pri nas, kot je že na spletni strani in v načrtu študija tudi poudarjeno, da smo zelo praktično usmerjeni. Namreč v današnjem času, zdaj recimo nekdo, ki študira fiziko, lahko se odloči, da bo nadaljeval v znanstvenem svetu kot znanstvenik, raziskovalec. Dosti se jih pa tudi v bistvu sicer vpiše na magisterij, ampak potem se recimo zaposlijo v gospodarstvo, In predvsem zdaj v bistvu je zelo pomembno, da ima človek v bistvu praktične izkušnje.
da v bistvu predmeti niso samo strogo teoretično povezani z nekim učenjem stvari na pamet, nekih izpeljav, ampak da v bistvu je predstavljeno tudi njihova aplikacija tega znanja predmetov v bistvu v praksi. To je bilo v bistvu tako poudarjeno, da nekaj smo imeli pač praktičnih primerov na fakulteti. Potem smo imeli različne te praktične predmete, fizikalni laboratorij, kjer smo v bistvu to bolj izvajali in v bistvu res naše znanje na trgu je v bistvu smo zelo konkurenčni napram drugim fakultetam. No? Super. Si kar odgovoril že skoraj na moje naslednje vprašanje. Povej nam kaj več o laboratorijskih vajah, naprimer za astronomijo ste vaje izvajali tudi na observatorijih in na terenu, tako da dejansko te vaje so bile kar zanimive. Ja, v bistvu, kar se tiče teh praktičnih laboratorijev, bi lahko razdelili tako. Imeli smo fizikalni laboratorij predmet, ki je šel od 1 do 4 oziroma 5 je bila izbirni. Tukaj v bistvu je fizikalni laboratorij v bistvu sledil našemu znanju fizike. Ja, na začetku se v bistvu začnejo neki, smo spoznavali bolj preproste eksperimente, recimo na področju, ne vem, toplote, mehanike, gibanja in tako naprej. Potem od 2. letnika naprej smo se v bistvu pa začeli že ukvarjati bolj recimo z ultrazvokom, pa potem recimo s Fourierjevo analizo, kako recimo zvok je sploh narejen, s katerih recimo. In na koncu tega laboratorija pri petici smo imeli pa v bistvu že pravo simulacijo nekega raziskovalnega dela, raziskovalca, tako da smo v bistvu pripravili skoraj v bistvu en znanstveni članek s pomočjo fluorescence. Zdaj na področju astronomije in astrofizike smo v bistvu imeli predmet recimo astronomija, potem astronomska opazovanja. In v bistvu tlele je bilo pa tako, da smo v bistvu mi šli na observatorij. Na observatorij na Otlici recimo, tam smo postavili teleskope v bistvu z DMFA, Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, in smo ob poletnih jasnih nočeh v bistvu opazovali nebo in recimo si izbrali nek objekt in potem ga doma tudi tiste slike analizirali, izračunali, opravili recimo meritve in napravili poročilo. Ne? To je bilo druga stvar. V okviru, kar je tudi Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za naravoslovje močno vpeta tudi v meteorologijo in atmosfersko fiziko, smo v bistvu se naučili tudi z našim bivšim dekanom uporabo lidarja. To je pa v bistvu tak vremenski laserski radar, ki v bistvu pošilja pulze laserja v zrak. Ti laserski pulzi se v bistvu na delcih, ki so v ozračju, naprimer, ne vem, na oblakih, ne vem, pride kakšen puščavski prah in to v bistvu sipljejo, se odbije signal nazaj in s pomočjo tega jakosti odbitega signala mi lahko v bistvu spremljamo, kaj se z našim ozračjem dogaja. Ne? In ravno tako mi smo zajeli v bistvu neke podatke na nek bolj tak buren vremenski dan s polno burje oblakov in smo v bistvu te podatke potem analizirali, smo naredili 2D graf in tisti dan popolnoma analizirali recimo vreme v Ajdovščini. Odlično. Za enega fizika verjamem, da je bilo to nekaj enkratnega. Zelo v bistvu, ja, ker v bistvu to recimo, če se nekdo zaposli kot meteorolog, je to seveda tudi njegovo vsakdanje delo, recimo, ne? Ja, super. Super, v bistvu si tudi moje naslednje vprašanje že podelal, tako da bom šla kar naprej. Posebnost laboratorijskih vaj na Fakulteti za naravoslovje v primerjavi z ostalimi fakultetami v Sloveniji je tudi ta, da imate študenti možnost že tekom prvostopenjskega študija delati na profesionalnih fizikalnih napravah, mikroskopih. Ali je to velika dodana vrednost za študente prvostopenjskega študija? Nam poveš kaj več o tem? Namreč na ostalih fakultetah na takih napravah delajo šele študentje doktorskih študijev. Tako, ja, to je bila v bistvu, to je ena zelo velika prednost študija na Fakulteti za naravoslovje, kajti v bistvu Fakulteta za naravoslovje je v bistvu fakulteta in nek inštitut, raziskovalna ustanova hkrati. Ja? Ker recimo druge univerze so pač v bistvu posebej recimo inštitut, posebej univerza in niti takih naprav nimajo. Ne?
Druga stvar, kar je bila, smo bili v bistvu manjša skupina študentov, tako da smo imeli v bistvu na voljo res z mentorjem pač v bistvu delati na teh napravah. Naprimer, jaz sem v okviru laboratorija 4 v bistvu, smo v bistvu šli na ta elektronski mikroskop, vrednost katerega je približno tam okoli 3 milijone evrov, in smo v bistvu opazovali v bistvu recimo zgradba, struktura recimo materialov, Zdaj v bistvu, ker je to elektronski mikroskop, to ne pomeni, da mi recimo nekaj poslikamo, pa dobimo v bistvu vidno sliko, Mi dobimo v bistvu recimo neko kristalno mrežno strukturo, in potem v bistvu je to sliko treba s pomočjo matematičnih, fizikalnih orodij in računalnika v bistvu obdelati, da recimo lahko napravimo neke meritve, recimo usmerjenost nekega kristala in tako naprej. To v bistvu spet so neke dodane izkušnje, katerih recimo na drugih fakultetah si res ne morejo niti predstavljati. Recimo. Druga stvar, kar bi recimo tudi omenil, je to, da smo tudi na področju astronomije veliko delali, kajti v bistvu Univerza v Novi Gorici je ravno tudi zdaj odkupila v bistvu opazovalno mesto v Čilu na teleskopu, kjer je v bistvu smo namestili 2 svoja lastna teleskopa, in v bistvu ta 2 teleskopa sta ravno, ker je časovni zamik tak, da se v bistvu tlele recimo v Ajdovščini v nekem dopoldanskem, popoldanskem času opazuje lahko recimo nebo v Čilu, ker tam je ob tistem času noč, in to je spet v bistvu neka vrhunska raziskovalna oprema za študente, recimo, ker drugje si tega recimo ne bi upali sploh privoščiti, recimo tukaj pa, ne vem, recimo študente zanima raziskovalni projekt, ne vem, opisa določene galaksije M67, in se potem lahko s pomočjo profesorja, mentorja, asistenta v bistvu poveže na ta teleskop, zajame v bistvu poljubne podatke in potem se jih pridobi obdela, da nismo recimo vezani na neke zbirke podatkovne. In to je v bistvu tudi stvar, ki jo študent oziroma zaposlen diplomant v prihodnosti potrebuje. Spet v bistvu tale praktična znanja, in če v bistvu recimo nekdo že delal na teh mikroskopih in to, je v bistvu to pri delodajalcih zelo velika prednost, ker res na trgu, sploh slovenskem trgu, da ne govorimo tudi o okolju, širši okolici, je zelo malo v bistvu res ljudi, ki v bistvu imajo ta znanja, recimo, ker to v bistvu s temi napravami, to ni kar tako, da bi človek, zdaj se malo naučil par dni, ampak je potrebno res izkušnje, delo, ure na teh napravah in tudi razumevanje fizikalne ozadje temu, Odlični pogoji, se pravi, za študija. Tekom študija si opravljal tudi študentsko delo demonstratorja predmeta matematika, in sicer za študente vinogradništva in vinarstva. Povej nam še kaj o tej izkušnji, katera znanja, veščine si pridobil. Tako, v bistvu jaz sem zelo hvaležen, da mi je bilo strani Univerze v Novi Gorici, pa tudi zdaj fakultete za vinogradništvo in vinarstvo, v bistvu ponujena ta priložnost. Jaz sem zelo drugače komunikativna oseba in mi je zelo v veselje tudi svoje znanje v bistvu podajati naprej. In zdaj, kot pravijo, v bistvu, kot ta pregovor pravi, v fiziki, da če v bistvu fizike ne razumeš, v bistvu da mislim, da si sposoben znanje podajati naprej in učiti, moraš najprej tudi sam v bistvu fiziko pri sebi dobro razumeti in znati. In v bistvu zaradi tega sem jaz poučeval sicer matematiko, fiziko pa tudi v okviru repetitorija za bodoče študente, ki se izvaja v bistvu en mesec v bistvu pred začetkom študija, in v bistvu sem poučeval matematiko. V bistvu začeli smo s bolj preprostimi nalogami in snovjo in v bistvu nadgrajevali znanje potem naprej po učnem programu. Meni je bilo to res v veselje, študenti so stvari odlično razumeli in tudi jaz sem v bistvu že pridobil v bistvu prve delovne izkušnje. V bistvu videl sem, da me to zanima, in kot sem rekel, s tem še v bistvu pri sebi si dokazal, sem res sposoben študentom to znanje razložiti in vse in videti v bistvu njihov odziv, ker
res potem odziv študentov je seveda najbolj pomemben, ne? Če so v bistvu bili zadovoljni in veseli, je to v bistvu tudi potrditev nekega znanja, tudi izkušenj in vsega tega, kar sem pridobil v bistvu na fakulteti za naravoslovje med študijem. Super, v bistvu si že tekom študija preveril, ali je mogoče tudi to eden od tvojih potencialnih možnih poklicev v prihodnosti. Ja. V okviru študija imate tudi pestro izbiro izbirnih predmetov. Zakaj je ta širina predmetov koristna za študenta fizike? Namreč v bistvu svoj študijski nabor si lahko tudi malo prilagodite, ne? Tako, ja, v bistvu je naš študij na fakulteti za naravoslovje zelo prilagodljiv, no. Zdaj s tem novim študijskim letom so v bistvu dodali še več možnosti izbire. Kajti namreč v bistvu študij fizike je zasnovan tako, da v bistvu najprej je potrebno osvojiti neko splošno znanje fizike, v bistvu mehaniko, toploto, termodinamiko, potem nekaj matematične fizike, recimo za opis matematičnih problemov, ne. Zdaj to je v bistvu trdna osnova, ne. Potem so pa v bistvu fizika je pa taka znanost, da v bistvu se razdeli potem recimo na meteorologijo, na trdno snov, na mehko snov, na v bistvu bolj matematično fiziko, na računalniško fiziko, na medicino in tako naprej. In zdaj pri nas smo v bistvu, poleg, kot sem rekel, tega splošnega znanja fizike, ki je v bistvu potreben naprej za nadaljevanje študija, smo imeli možnost seveda tudi bolj usmerjenih predmetov. Tu so recimo, ne vem, astronomski predmeti, recimo galaksije in kozmologije, potem astrofizika zvezd, kjer se res detaljno potem bolj gre v delovanje vesolja, astronomska opazovanja. Na drugi strani recimo pa bolj tudi splošno, ne vem, recimo fizika trdne snovi, v bistvu kristali, potem bolj računalniška fizika, zajemanje podatkov, kako je recimo povezava med fizikalnim laboratorijem in računalništvom, programiranjem, nekaj tudi programiranja in seveda tudi meteorologija, ja. Meteorologija je tudi en tak res zanimiv predmet, bi se rad res pohvalil profesorja doktorja Klemna Berganta, v bistvu, ki nam je res meteorologijo predstavil res pravega takega super vidika, ne, da smo imeli v bistvu predavanja, v bistvu taka bolj poljudna, potem v bistvu smo imeli bolj še fizikalno ozadje in matematični zapis teh problemov. Na koncu se nam je pridružil pa tudi meteorolog z Arsa, ki v bistvu nam je pa prav pokazal res, kako poteka pravi neki delovni dan, recimo meteorologa zaposlen recimo v agenciji, kako napovedujejo vreme in tako naprej. Imeli smo tudi napovedane ekskurzije, recimo na take opazovalne točke meteorološke postaje, bolj tiste sofisticirane, ne. Tako da v bistvu ta študij fizike v bistvu si ga da recimo zelo oblikovati po svoji želji, recimo, ne, res nekatere bolj zanima recimo bolj vesolje, ne, nekatere druge nas bolj zanima recimo atomi, fizika, atomska fizika, elektrika in tako naprej, ne. Druge recimo bolj zanima res tale okolje, okoljska problematika, tako da v bistvu je, bi rekel, zelo interdisciplinaren študij, no. Super. Kaj je specifika študija fizike in astrofizike na fakulteti za naravoslovje? Zakaj bi ta študijski program priporočil nekomu, ki se danes odloča o študijski smeri? Ja, kot sem rekel, v bistvu študij tlele je zelo konkurenčna prednost napram drugim univerzam, res, ker je študij v manjši skupini, ne. Profesori so v bistvu izjemni raziskovalci na svojem področju in v bistvu poleg rednih predmetov, ne, nam veliko pomagajo, pravijo tudi o svojem delu, ki ga opravljajo. Zdaj, če recimo nekoga to recimo zanima, ne, si lahko v bistvu pridruži njegovem laboratoriju in tam pomaga recimo kot že študenta, ne, za določene meritve in tako naprej. Potem v bistvu konkurenčna prednost je tudi študija fizike, še posebej študija na fakulteti za naravoslovje, kot sem rekel, ta praktičnost, usmerjenost predmetov, ja. Ker v bistvu danes vemo razmerje na trgu in da se dobi recimo neka želena služba, ne, so kar pomembne v bistvu praktične izkušnje, ne, in tukaj res praktičnih izkušenj in tudi povezanost recimo s podjetjem na fakulteti za naravoslovje ogromno. In res, ko v bistvu
imam primer recimo svojega sošolca, ne, ravno tako se je zaposloval na v bistvu podjetju, ne, in tam so v bistvu poklicali recimo razpis in so rekli, ne, in zanimalo jih je recimo, kaj te ljudje praktično znajo, ne, in potem on je rekel, imam izkušnje, ne vem, s tem programiranjem, izvajajo laboratorijskih meritev na taki in taki napravi, ne, in seveda podjetje se je odločilo za njega, ne, v bistvu, kar res je imel prednost pred drugimi, ne, v bistvu niso iskali, ne iščejo nekega teoretika, ki bo sicer znal izpeljati vse enačbe, ne, ampak iščejo nekoga, ki res to znanje v bistvu pretvori v prakso, ne, in kot sem rekel, fiziki v bistvu so potrebni na mnogo več področjih, kakor bi si v bistvu mislili, da so neki, ne vem, učitelji oziroma znanstveniki, in to je to, ne, fizike v bistvu najdemo vse povsod. No, ponovno si že uskočil v moje zadnje vprašanje. Ja. Dejansko se fiziki, diplomanti fizike zaposlujejo res na širokem področju različnih poklicev, tudi v bančnem sektorju, zavarovalnicah. Kje vse se še diplomirani fizik lahko zaposli, kakšna dela lahko opravlja? Tako, ja, v bistvu, kot smo omenili, zdaj v bistvu fizik je v bistvu zaradi svojih specifičnih znanj, v bistvu fizik obvlada in matematiko, fizik obvlada in statistiko, fizik obvlada naravne pojave, fiziko v bistvu obvlada tudi recimo biokemijo, biofiziko in tako naprej, ne. Tako da v bistvu reš tudi fizike konkurenčna prednost. Fizike najdemo v zavarovalnicah, v bankah, kjer v bistvu delajo neke napredne, recimo verjetnostne izračune in tako naprej, kaj se bo dogajalo s trgom, kako se bojo gibale delnice. Fizikov ogromno se zaposli tudi v računalništvu, ker namreč v računalništvu seveda zdaj programiranje razcveta, ne, in v bistvu ni pomembno samo, da recimo fizik v nekem podjetju, ne vem, zna stvar sprogramirati, ampak mora vedeti tudi ozadje, kako tiste naprave delujejo, recimo, ne, neka podjetje, ki se ukvarja, ne vem, z merilnimi tehnikami in tako naprej, mora vedeti v bistvu ozadje, neko analitično razmišljanje. Fiziki recimo se zaposlujejo naprej potem v akademskem svetu, kot asistenti, kot profesori, nekateri seveda tudi recimo na gimnazijah, na srednjih šolah po poučevanju fizike. Zelo pomembna je tudi v bistvu ta telekomunikacijska industrija, potem elektrogospodarstvo. Fizike najdemo v farmaciji, kjer v bistvu merijo te recimo energije in recimo za določenje recimo DNA molekul in tako naprej za proizvodnjo novih zdravil. Fizike najdemo v kemiji, ker v bistvu kemija in fizika se na višjem področju v bistvu tesno povezujeta. Fizike najdemo v biologiji recimo. Fizike v bistvu najdemo na marsikaterem področju, celo v novinarstvu, recimo velike novinarske hiše recimo in medijske hiše za poročanje v bistvu strani tehnoloških novic, ne, imajo zaposlene kot novinarje fizike, ne, ker v bistvu oni najbolj razumejo to tehnično področje in tako dalje, ne. Tako da v bistvu fizike najdemo v strojništvu, fizike najdemo v tehnoloških meritvah, fizike skratka skoraj najdemo povsod, ne. Prednost tega študija je to, da v bistvu da nek popolnoma nov način razmišljanja, ne, analitičnega razmišljanja, in tako v bistvu diplomant je potem se sposoben naučiti še mnogo drugih znanj, recimo praktičnih tudi v podjetju, se prekvalificirati in tako naprej. Tako da v bistvu je res, tiste, ki jih zanima v bistvu res neko tehnično področje, širše naravoslovno področje ali pa tudi novinarstvo, recimo kot sem rekel, imajo neko tehnološko živce, v bistvu to pravi študij za njih, ne. Tudi če so recimo neodločeni, potem v bistvu se lahko po študiju fizike vpišeš lahko skoraj na katerikoli magisterij, naj se bo iz ekonomije, strojništva in tako naprej. Tako da res v bistvu to je neka temeljna podlaga, no, za naprej, no. Super. No, in zdaj pa res še zadnje vprašanje. Imam občutek, da ti imaš še vedno par smeri in da nisi še prav odločen. Kje se vidiš? Jaz v bistvu področjih na področju fizike bi ti se vidiš v prihodnosti? Ja, v bistvu mene najbolj zanima od fizike v bistvu bolj elektronika, elektrogospodarstvo, predvsem v bistvu proizvajanje energije, električne energije in v bistvu dobava in njen transport, ne. Pa tudi v bistvu seveda zdaj, ko smo na področju tudi te zelene energije, ne,
zmeraj več uveljavljajo te nove tehnologije, fotovoltaika, fotocelica, ne? In v bistvu za projektiranje recimo v državi tega energetskega sektorja, ne, je spet v bistvu zelo potreben fizikalni kader, ne, ker v bistvu fizik razume in tehnologije proizvodnje energije, njenega transporta, ne, pa tudi recimo prodaje energije, trženje in tako naprej, ne. Tako da je v bistvu to v bistvu tako spet novo, popularno, interdisciplinarno področje, ki v bistvu združuje vsa ta znanja, ki smo ga do zdaj na študiju pridobili. Matej, hvala tudi tebi za vse te izkušnje, ki si jih delil z nami. Mogoče zdaj, če ima še kdo kakšno vprašanje, kar s vprašanji na dan. No, s klepetom smo prišli do konca. Matej, jaz se ti bi res zahvalila za vse izkušnje, ki si jih delil z nami. In na koncu, ne nazadnje, ti želim še mnogo uspehov na tvoji karierni študijski poti in res vse dobro. Hvala.